greva. 500 podjetnic, dogodek. We are excited, tako dobro muziko si še morava dati in potem bo vse ok. Alice Well, če se ti nekaj zablokira, je ena odlična stvar, ko daš si roko na srce in rečeš Alice Well. In potem se vse stvari zgodijo, stečejo, promet se sprosti in pravočasno prideš tudi na pot. In dobiš še tudi pozdrav sonca. No. Samo dobre stvari. Same dobre stvari. Ko Alice Well narediš, deluje. Jaz vam priporočam, poskuste. Resnično, če je kakršnakoli blokada, roko na srce, Alice Well. Alice Well. V bistvu sem začela 1 leto nazaj. Predvsem vizijo sem imela, da ima vsaka ženska eno edinstveno unikatno torbico. In tako sem v bistvu našla torbice Ego. Sem pa tudi sama začela izdelovati torbice iz steklenih perl. So po naročilu, zelo kvalitetna in vsaka si lahko zbere perlico, ki jo želi. So pa te torbice res praktične, ker imajo nekatere, preklop, se pravi, da lahko zamenjaš si sprednji del. Evo, tole imamo naš tak zelo osvežilen jabolčni sajder, zelo nizke stopnje alkohola, zelo malenkost slajše, samo naravni sladkorji, tako da je ena super taka poletna pijača. Lep pozdrav, mi smo NLP Center, kjer se ukvarjamo z izobraževanjem za osebno in poslovno rast. Tako da, če si želite še napredovati v svojem življenju, potem vabljeni k nam. Otroštvo in starševstvo, tudi poučevanje je lahko izjemno lepa izkušnja. Včasih pa si ljudje zakompliciramo stvari, zato ker ne vemo vsega, ker ne vemo, in ta knjiga je zato, da nam malo odpre način razmišljanja, malo razširi vse skupaj in seveda omogoči zato, da se z otroci lepše imamo. Domači izdelki, imamo tudi svoje nasade in z možem jih gojimo že vrsto let, kulinarično sivko, iz katere so sirupi in čajčki, in hibridna sivka za kozmetiko. Rada izdelujem ročna dela in tako sem po malem začela izdelovati razne vrečke za posvetila, za birme, obhajila in te različne dogodke. Stvar se je razširila, razvedla in sem dobivala naročila. Tako ta zgodba lepa traja že 33 let. Jaz sem odrgazobotehnik, že 30 let. Ustno higieno sem pa naredila med korono, tako da v bistvu zdaj delam to ustno higieno z srcem in dušo. Čiščenje zobnega kamna, peskanje, beljenje. Učim paciente, kako si pravilno umivajo zobe. Mi dve z Darjo zraven sva razvili aplikacijo Womanly Seasons, ki je prva aplikacija na svetu za spremljanje ženske cikličnosti. To pomeni, da aplikacija spremlja menstrualni, lunin in sončev koledar in na podlagi tega ustvarja dnevno personalizirane analize, s čimer se lahko ženske bolj razumemo, bolj podpremo. In da ženske na tej podlagi izboljšamo sebe in svet, vse ostalo. Ženske imamo veliko notranje moči, sam si včasih ne upamo, ker posebno, če je kakšna vzgoja bila ali kaj takšnega, pa neko okolje, pa potem razmišljaš, joj, pa saj nisem vreden, ne. Malo potlačiš, ne. Jaz sem Metka, domača dobrota Metka iz Vipavske doline, ukvarjam se s predelavo sade, zelenjave in raznega divjega življa, ki raste pri nam v naši dolini, in to vlagam v kozarčke in stekleničke. Vse na naši mizi, v naši predelavi je domače, ali pridelam, naberem sama in potem predelam, ali pa odkupujem od več kot 25 kmetij iz cele Vipavske doline in potem odkupim in predelam stvari, ki jih ne more prodati na trgu. Smo studio Železna, foto in video studio, locirani smo tukaj v Ljubljani za Bežigradom. Ukvarjamo se pa z vsemi vrstami portretov, družinski portreti, poslovni portreti, fotografiramo tudi nastanitve za Airbnb, Booking, pa dogodke tudi seveda, v glavnem vse, kar je lepega. Fakturca je sistem za izdajanje računov, enostavno dostopna kjerkoli, ima možnost več uporabnikov, je povezana tudi kot uporabnika lahko dodaš tudi računovodja, ima možnost izdajanja računov, shranjevanja računov, pisanja dogodkov, kreiranja dogodkov, osnutkov, povezava z javnimi naročili in API sistem za povezavo s spletno trgovino. Podjetje My Temple sem začela 4 leta nazaj, medtem ko sem potovala po Münchnu z možem in sem tam zagledala eno krasno trgovino z razkošnimi dišečimi svečami in so mene čisto prevzele in sem rekla,
to bi jaz rada počela. Tako da v bistvu sem takrat začela razvijati svojo linijo razkošnih dišečih sveč in dišav za dom, ki jih danes tudi prodajamo na spletni strani in pa v trgovinah. Hkrati pa izdelujemo tudi personalizirane izdelke za podjetja. Sem lastnica studia Eve Beauty. Kot nohna stilistka delujem že zadnjih 5 let in delam take posebne poslikave. Lansko leto sem tudi zmagala na tekmovanju na Gospodarskem razstavišču v kategoriji Nail Art. Poleg tega pa imam tudi svojo spletno trgovino z profesionalnimi izdelki za nohte, ki pomagajo nohtnim stilistkam priti do nivoja više. Ideja za Štruklje Polave pojavila dejansko zelo spontano. Jaz sem delala v kuhinji, v gostinstvu in nori decembrski prazniki me nekako pripeljali na rob živčnega zloma in se rekel, a nisem sposobna nekaj delati sama s svojimi rokami, s tem, da imamo doma kmetijo in bi to bila tudi dodana vrednost naše kmetije. Tako da na vrat na nos sem se odločila, da bom delala štruklje. To je bila odločitev dejansko parih ur. Vztrajam že 7 let s popolnoma ročno izdelavo teh štrukljev. To pomeni, mi testo, da zamesimo še zmeraj na roke, razvaljamo z lesenim valerjem na roke, skuhamo, narežemo, zamrznemo in damo v trgovini. Nov produkt, kakšen dober mesec je na trgu, se da zdaj že vse posodobiti. Imamo pa 3 različne okuse, limonska trava, aloe vera pa meta. Je pa v bistvu za dodanim magnezijom, meta ima tudi cink pa mangan. Naše podjetje bo letos štelo 40 let. Gre za slovensko družinsko podjetje, ki se ukvarja v bistvu z izdelavo naravne kozmetike. Uporabljamo linije eteričnih olj, 100% naravnih, iz katerih delamo tudi razne mešanice, terapevtske linije za, bom rekla, tegobe od bolečin do oteklih nog in tako naprej, pa tudi potem seveda malenkost anti-aging linije iz povsem naravnih sestavin. V bistvu Juja Border Collie je naša inspiracija, ki smo jo posvojili pred 12 leti. Preživela je parva virus in to nam je bila ena največjih inspiracij, da smo začeli paziti na njeno prehrano. Izključno smo kuhali hrano, kasneje pa smo se povezali z pasjo nutricistko, ki je študirala v Italiji, prinesla to znanje in pa z veterinarji in ustvarili dejansko prvo kuhano hrano za kužke, ki je izključno iz sestavin za prehrano ljudi. To pomeni najvišji razred sestavin, ki jih lahko ponudite vašemu dlakavemu članu družine. Zdravo, smo iz podjetja Farmageja, gre pa v bistvu pri Rilastilu za dermatološko-lekarniško kozmetiko, pri Gerardcu pa za profesionalno oziroma salonsko kozmetiko. Pri Rilastilu gre za kozmetiko italijanskega izvora, v bistvu gre za podjetje, ki ima več različnih blagovnih znamk, med njimi tudi dermatološko kozmetiko, ki je seveda klinično testirana, preizkušena, podprta iz strani dermatologov. Naše podjetje je razvilo eno novo tehnologijo, ki se imenuje Switch Pilot. In Switch Pilot pomeni, da sta zlato in srebro sta zmeraj v nekem razmerju. In ko razmerje se spreminja, pomeni, da je zmeraj ena kovina ugodnejša kot druga. In kaj mi delamo za naše stranke? Čisto enostavno. Preko Switch Pilota, se pravi to algoritem, ki zazna, da je to, se pravi, razmerje ugodno, enostavno strankam prodamo zlato in se kupi avtomatsko srebro. Na tak način delamo cirka 7% na ciklus, kar pomeni, recimo lansko leto smo naredili 3 cikluse, se pravi, smo naredili 21% plus naravno rast, cirka 30% na letni ravni v zadnjih 3 letih. Velika nam je čast što smo danas dio ovog događaja, jer Herbalife kao jedna međunarodna kompanija koja se bavi upravo poduzetništvom. Znači mi kroz našu platformu, kroz našu poduzetničku priliku koju nudimo, upravo želimo podržati male poduzetnike i ljudi koji to tek žele postati. Ne znam da li znate, ali više od 70% ljudi koji se bavi mrežnim marketingom su upravo žene. A Herbalife kao takav je platforma koja pruža ženama da uz mali rizik i s malo kapitala se odvaže u svoj poduzetnički pothvat. Tako da biti među 500 poduzetnica na ovom događaju je velika čast i nama i zadovoljstvo. Tako da prvi put smo ove godine dio ovog događaja i jako smo sretni i zadovoljni. Herbalife vjeruje u osnaživanje žena kroz poduzetništvo i zato nam je posebno drago što imamo priliku biti na ovom događaju, na događaju koji se zove 500 podjetnica, koji okuplja žene poduzetnice.
i da imamo priliku prikazati naš brand, prikazati Herbalife u najboljem svjetlu, prikazati prednosti naše poslovne prilike, prikazati način kako možemo pomoći ženama na njihovom poduzetničkom putu, kako im možemo pomoći u postizanju fleksibilnosti, samostalnosti, financijske neovisnosti. I evo, posebno nam je drago što zajedno sa organizatorima možemo utjecati na pozitivne promjene među ženama. Hello, this is a nice event. Thank you invite us. Thank you. We founded the firm in Belgium. We have a consulting firm, is a part consulting. This is together. She is my partner. Yes. We are working in Belgium and Turkey together. Thank you for all this event. Thank you. Nice event. My job, human resources. Thank you. For Marta Türk for special event. Mi pa razvijamo in tržimo spletni poslovno-računovodski program Minimax. To je zelo razširjen program med podjetniki. Pri našem programu je prednost ta, da je poraba programa Minimax enostavna, intuitivna za podjetnika, tako kot piece of cake, ne? In omogoča hiter začetek dela, ker je uporabniku prijazen. Urad na tem dogodku sodeluje že 3 leta. Podjetjem in inovativnim posameznicam predstavljamo področje intelektualne lastnine. Intelektualna lastnina je vse, kar ustvari človek na področjih, kot so znanost, izumiteljstvo, literatura, umetnost. In zakonodaja omogoča varstvo določenih intelektualnih dosežkov s pravicami intelektualne lastnine. Tako da ključne pravice, ki jih poznamo, so znamka, patent, model, avtorska pravica, sorodne pravice. Več o tem lahko izveste na spletni strani urada uil.gov.si. Lahko jaz za stopala. Pri diabetesu tudi. Ali pa pri za suho kožo. Tako za suho kožo, ker s tem ledajte. Naša zgodba se je začela pred več kot 20 leti. Vsi izdelki temeljijo na dolgoletnih izkušnjah, se pravi, da so ciljno usmerjeni. Težava, rešitev. Tako so bili tudi zasnovani vsi izdelki. Za nego stopal so 100% naravni in izdelani v Sloveniji. Imamo tudi lastno inovativno medicinsko sponko, s pomočjo katere uspešno rešujemo oraščen nog. Pri nas lahko probate v bistvu 2 dipomaki, to so prve naravne dipomake v Sloveniji. Imamo sladko-kislo in pa medeno barbecue. Zdaj sladko-kisla ima dodan tudi ananas za sladkobo, medena barbecue pa slovenski med. In so v bistvu res take unikatne, prve v Sloveniji, pač narejene na naraven način, z naravnimi sestavinami. Lahko se naroči prek spletne strani dipsi.si, to je naša storitev. Imamo piknike z alpakami, jogo z alpakami, razne team buildinge, zvočne terapije. Super dogodek, zelo zanimiv, dosti zanimivih žensk, zanimiva predavanja, mislim, da se ga splača obiskati. Dokler ne skočiš in ne probaš, ne moreš vedeti, če ti bo uspelo. V bistvu moja zgodba se je začela že, ko sem bila še čisto majhna, takrat sem zelo rada ustvarjala, ampak 2 leti nazaj sem pa potem to začela tudi profesionalno, ko sem ustvarila svojo spletno slaščičarno Naroči sladičko, kjer sem omogočila tudi drugim ljudem, da probajo to, kar ustvarjam. Navdihuje me predvsem to, da vidim ljudi, ki so zadovoljni, da ko proba sladico pa reče, to je pa dobro. To želim in to je tisti efekt, ki ga pričakujem oziroma ga res želim strankam dati, zato da dobijo res dobro, kvalitetno sladico. Bila sem leta 2019 kot nepodjetnica, potem sem bila lani isto v taki obliki, da sem pripravila sladičke za vse ostale podjetnice in letos ponovno. Dogodek je res super, zato ker bom rekla, ogromno ženske na enem kupu, ogromno nekih možnosti povezovanja, novih sodelovanj, se mi zdi, da res lahko ogromno ustvariš za naprej.
dati neko tako dodatno energijo, ki v bistvu te drži potem kar celo leto. Naši jezikovni programi so znani po tem, da res v zelo kratkem času začneš govoriti. Ja, to je prvi zagon, ne, da začneš delovati v jeziku. Pri nas se jezika ne učimo, ampak nam je cilj, da v zelo kratkem času dejansko začneš razumeti jezik in da si sposoben komunicirati z tujci. Tole metodo je razvil Slovenec Matej Sedmak, na kar smo zelo ponosni. Čudovita energija. Ne, že lani smo bile prisotne tukaj in letos smo postale tudi ambasadorke 500 podjetnic, tako da ja, smo navdušene nad dogodkom. Danes je z vami Kašarejev parfum z naslovom Ela Ela. Čudovit poletni parfum z notami jasmina, kokosa in pa borbonske vanilije. Borbonska vanilija in kokos se razvijeta na koži z vašim pH-jem, potem pa jasmin zbalansira, uravnovesi te vonje, da ni parfum presladek, ampak je sveže sladkast, primeren za poletje, primeren tudi za vse generacije. Katero ime največkrat slišite v povezavi z ženskim podjetništvom in 500 podjetnicami? Marta! Brez tebe marsičesa ne bi bilo, ko gre za žensko podjetništvo. Marta gre vedno še en korak naprej. Ona ne samo, da naredi limonado iz limona. Ona potem postavi stojnice in to limonado še prodaja. Ko sem bila jaz na prvem dogodku 500 podjetnic, to je nazaj zagotovo 10 let, je bila ena skupina zelo uspešnih podjetnikov iz Slovenije v Silicijevi dolini. So bili in kar sem se jaz zapomnila, ko je on rekel, tudi ko ne dobimo projekt, ki smo ga prijavili, pa nismo izbrani, mi proslavimo. Zaradi tega, ker smo delali za njega. In smo naredili vse, kar je bilo treba. Na splošno, ful fajn, ogromno znanja, ogromno novih informacij, novih vezi. Je res, po domače povedano, ful fajni vibe. Današnji dogodek mi je bil super, zelo lep. Vesela sem, da sem spoznala dosti novih podjetnic in upam, da se vidimo tudi prihodnje leto. Najbolj všeč mi je, da sem bila obdana z močnimi, samozavestnimi ženskami, uspešnimi ženskami, podjetnicami in da sem dobila razne navdihe ter razne nasvete, da sem se lahko malo pomrežila z njimi in spregovorila par besed. Areon, dišave za dom, avto, prostor. Naš dogodek je fenomenalno zorganiziran, priporočam, da se ga udeležite tudi vi naslednje leto. Kako se vam zdel današnji dogodek? Zdel se mi je navdihujoč, res super, fenomenalen, predvsem spodbuden in res tisto, da je čas, da gremo ženske v ta posel z res motivacijo, brez straha in v akcijo, ker to zmoremo. Danes sem že gotovo 5. ali 6. Danes pa sem vesela, ker je bil res enkraten dogodek. Videli smo veliko zgodb podjetnic, kako se ženske podjetnice borimo s težavami in vesela sem, da se tudi na tem mestu o tem govori, kako moramo zdržati, kako moramo biti srčne. Tamle sem žrebala kartico, mi je pisalo v pravem času na pravem mestu in to je zagotovo bilo danes. Pridem tudi drugo leto in pridem pozdraviti vse te srčne ženske, ki se udejanjajo v podjetništvu. Možnost mreženja, spoznavanje novih ponudnikov, pa lepa skupnost žensk, dobra energija. Ja, mene bo v bistvu bil tudi nek prvi korak v podjetništvo in sploh sam potek, kako podjetništvo izgleda, kako smo ženske povezane v Sloveniji, podjetnice in predvsem ogromno neke motivacije in navdiha za naprej. Čestitke, da kot študentke ste prišle na dogodek in bile dovolj radovedne, ker ljudje, ki si upajo narediti korak naprej, ljudje, ki se upajo tudi svojo bolečino priznati ali pa trenutno nemoč, jih čaka zelo veliko. To je pa knjiga, ki sem jo sama napisala in ilustrirala o menstrualnem ciklu in v bistvu sem zbrala vse, kar v menstrualnem ciklu obstaja in pol sem ustvarila ta dnevnik. Za vsak dan cikla sem naredila eno ilustracijo, kako se počutiš in jo opisala in pa lahko na podlagi tega zbiraš svoje opažanja in s tem zapolniš v bistvu celo knjigo in se bolj spoznaš. Lahko pa to sam počneš v recimo svojem dnevniku ali pa planarju in pa imam pač nalepke, da te opominjajo
kateri dan tvojega cikla je. Glede na to, da sem bila tudi sama zraven pri začetkih teh 500 podjetnic, vem, koliko dela in truda je za tem in v bistvu sem vesela, da se ta dogodek vsako leto nadgrajuje in da doseže svoj namen. To pa je, da se podjetnice med sabo družimo, da se spoznavamo, da imamo dovolj časa res, da lahko navežemo stike, ker tle se tudi rodijo razna prijateljstva, poslovne povezave, da si lahko izmenjamo vizitke, tako da mislim, da je res bilo doseženo. Poleg tega pa zvemo kaj zanimivega od govorcev na odru, razne podjetniške zgodbe, ki nas tudi navdahnejo in mogoče motivirajo, da gremo lažje naprej. Odlično se mi zdi, ker je na zbrane toliko ženske energije na kupu. Odlično se mi je zdelo to končno sporočilo, da si ženske premalo upamo, da moramo biti bolj drzne, da si moramo upati ne samo do meja Slovenije, ampak tudi širše v svet. To se mi zdi zelo pomembno, da si upamo ne samo sanjati, ampak uresničiti svoje sanje in jih dejansko realizirati in poslati v svet. Ukvarjam se načeloma s porokami, to se pravi s simboličnimi porokami, s tolmačenjem na porokah, tudi s koordinacijo porok. Ampak danes sem pa imela veliko čast, da sem na odru 500 podjetnic predstavila eno inovativno idejo. To je pa razporoka. Verjamem, da tudi ko se ljubezenska zveza konča, pa kakšna se, da bi bilo zelo koristno, če partnerja ali pa vsak zase uspeta narediti obred razporoke. Kar pomeni, da se drug drugmu zahvalita za to, kar sta skupaj doživela, da si rečeta oprosti, da spustita partnerja naprej in da spustita sebe. To se pravi, da osvobojeno raznih občutkov, krivde, zamer, jeze, energetsko zaceljena stopta naprej v življenje. Namen tega dogodka. In jaz sem si napisala, želim dobiti energijo podjetnic, ker tukaj jo je veliko. Če si bil odprt, si to energijo lahko polovil. Danes sem že na dogodku tretjič. Uživam v tej ženski energiji, ki kroži tu med 500 podjetnic. Inspiracijo mi dajo ljudje, energija, ki prihaja, ko kroži med nami. Na vašem dogodku mi je všeč to, da pride veliko žensk na kup z različnimi zgodbami in te zgodbe mi dajo navdih, da pač nikoli ne obupam, da se lahko dvigneš in pobereš in zopet greš naprej. Tam, kjer daš fokus, tam gre tvoja energija. In če daš fokus na slabo, odteče. Te daš fokus na nekaj dobrega, wow, te pač kaj Predvsem se mi zdi, da je ogromno ene pozitivne energije, da je ogromno enega mreženja. Se vidi ta ženska energija, ta poslovna energija, kako pride v spredje, kakšno moč imamo dejansko ženske. Če bi primerjala s kakšnim moškim dogodkom, kjer je izrazito moški, kakšna je razlika? Prva beseda, ki mi pade na pamet, je mehkoba. Ne vem, se mi zdi, da je tle več neke take, čeprav močne, ampak nežnejše energije in tako naprej. Tako da se mi zdi, da to je prva zadeva, ki mi je padla na pamet. Odlično. Jaz se veselim naslednjega 500 podjetnic dogodka ali pa tudi kakšnega drugega, ker ti si vedno odlična družba. Hvala. Jaz sem zelo vesela, da je 500 podjetnic za nami, ampak za tem stoji kar veliko dela in en tak močen steber podpora v organizaciji je zagotovo Mojca. Ker ona, tako bi rekli, ne zgrabi nekoga za roge in reče gremo in akcija in delamo. Kako ti to uspeva? Novo vprašanje. Ne vem. Taka si, ne? Taka sem po naravi, po moje. Taka, se mi zdiš taka odločna ženska. Mislim, pri tebi je no problem, vse stališče no problem. Verjetno. Jaz mislim, da so to leta izkušnje. Predvsem leta izkušnje. Kaj ti je bilo danes všeč? Kako se je vse lepo razvilo, kako je hitro steklo, kako je, smo res, to ni lepa slovenska beseda, popedenali vse podjetnice.
dobile so vse, kar so pričakovale, jaz mislim, no, naprej bo pa še to je taka srčna duša, ki njo napolni veselje drugih ljudi. In zelo mi je všeč, da te poznam in sem res počaščena, da lahko z ljudmi sem zraven njih, v bližini njih, ko jim je mar za druge ljudi. Tako stališče res Mojca poklon. Hvala. Dobro vzdušje, dober vibe in sploh ta ženska energija, tako wow, pač navdihujoče. Zadnjega albuma Sončnica. Dogodek 500 podjetnic je vedno izjemen dogodek. Zdaj, lahko ga vidimo z očmi kritike, lahko ga vidimo z očmi dobrobiti. In jaz vedno gledam z očmi dobrobiti, kaj nam prinese. In prinese veliko energije, prinese veliko žensk, ki si upajo, ki se znajo postaviti zase. Malo drugačen je bil, kajti videli smo inovacijske ideje, kaj lahko za preboj naredijo te naše ženske in čestitke res vsem, kaj si upajo. To ti lahko daje navdih, motivacijo, da tudi ti rečeš, aha, lahko deluje, če delujem tudi jaz. Tako da vesela sem, da sem bila na tem dogodku tudi kot ambasadorka. Mi je v to veliko čast in privilegij, da sem lahko ambasadorka 500 podjetnic. In najbolj všeč mi je bilo na koncu, ker je dogodek se že končal, ampak ljudje so kar ostali, ženske so kar sedele, klepetale. In ko pogledaš, ko vidiš, da se družijo, da se mrežijo, to je zame eno čudovito priznanje vsem, ki so se trudili, da ta dogodek izpeljajo in povežejo ženske in dajo ženskam tisto vlogo, ki si jo zares zaslužimo. Da pokažemo to svojo moč, da damo ven svojo energijo, ki imamo veliko in da lahko s to energijo pomagamo tudi ostalim.